This is crazy, but here's my number. So call me maybe, and
Enakost je načelo, ki pravi, da morajo biti ljudje obravnavani na enak oziroma na isti način.
vendar že navzven lahko opazimo, da si ljudje med seboj nismo enaki, temveč da smo edinstveni, neponovljivi. Pozabimo na znake, saj nas tele omejujejo in nam preprečujejo, da bi popolnoma izrazili svojo individualnost, ki nas dela človeške. Sprejmimo to kot dar in poskušamo skupaj poiskati najboljše rešitve za boljši jutri, za lepši svet. Ni pomembno, od kje prihajaš in kakšen jezik govoriš, dokler s svojimi besedami namerno ne prizadeneš čustvu sočloveka. Ni pomembna barva kože, rasa, sedanji odraz našega največjega zaklada, ki je očem skrit. Ni pomemben spol, saj smo vsi sposobni za seboj puščati sledi, naše dosežke, ki pomagajo izboljšati jutri. Ni pomembna barva, oblika ali dolžina las, saj so te le odraz naše kreativnosti in individualnosti. Velikost ali majhnost, saj cilje dosegamo skupaj in si med seboj pri tem pomagamo. Ni pomembna velikost oblačil, saj lepote ne moremo izraziti s številkami. Pomembni smo mi, na prvi pogled različni, v kontrastu kot barvne mavrice, a med seboj enakopravne. Zakaj bi se sprijaznili z oznakami? Zakaj bi z njimi definirali sami sebe in si s tem postavili meje? Zakaj je važna naša rasa, spol, vizualnost? Osredotočimo se na tisto, kar nas povezuje, ljubezen, sočutje, želja po miru in sreči. Naš razred se trudi za enakost. Prisotna v našem razredu, v naši šoli. Ne žalimo, ne delamo razlik, sprejemamo sami sebe in druge. Lahko pa postanemo še boljši. Da bi razumeli druge, se moramo postaviti na njihovo mesto, s čimer bomo bolj razumeli njihova dejanja in besede. Tako bomo izboljšali naše odnose in s tem pokazali strpnost in sprejemanje.
vabim gospoda ravnatelja Andreja Rotarja, da nam ob koncu koledarskega leta nameni nekaj besed. Da ujame za nas nekaj ugodnega vetra Da bomo lahko odjadrali z njim in jadrali z veliko močjo z mladostno zagnanostjo še prav celo prihodnje leto. Dijaki in zaposleni, lepo pozdravljeni na božično-novoletni prireditvi Srednje šole Elo Pilov Ajdovščina. Prireditev, ki jo dijaki skupaj z zaposlenimi vsako leto v tem času pripravljate, je namenjena tudi obeležitvi Dneva samostojnosti in enotnosti. Čas, ki je pred nami, je pa praznični čas, čas božičnih novoletnih praznikov, čas dijaških počitnic. To je čas namenjen veselju in druženju. Zato to je čas obdarovan. In prepričan sem, da vemo, kako lepo je, ko sprejmemo darilo in kako lep je občutek, ko darila damo bližnjim prijateljem. Želim pa deliti z vami misel, ki se mi je porodila ob gledanju nekih navodil za nakupovanje v tem predprazničnem času. Šlo je nekako tako: pripravite si listek, zapišite imena, seznam ljudi, ki jih želite obdarovati, določite denar, ki ste ga pripravljeni dati za ta darila. Zaključite pa se v tem smislu: če imamo premalo denarja ali če ga nimamo, naj se ne zadolžimo preveč. Naj se ne zadolžimo preveč, da kredita ne bomo odplačevali predolgo. Dokdaj predolgo? Mogoče do naslednjih praznikov, sem se vprašal, oziroma ali sploh potrebujemo in zakaj taka navodila. Sprašujem se, če smo pozabili oziroma kolikokrat se spomnimo bližnjemu povedati, da ga imamo radi. Kolikokrat se spomnimo mu povedati, da smo radi v njegovi družbi. Spomnim se, ali smo še pripravljeni oziroma še znamo se igrati s koščki papirja, blaga oziroma koščki lesa. Spomnim se, koliko ur in let sem porabil za igro z odpadnimi koščki parketa. Koliko sem zgradil iz tistih koščkov in kaj vse. Tako da želim se spomniti tudi na pomen prostovoljstva oziroma na pomen solidarnosti in vas pohvaliti pri ustvarjanju in zbiranju prispevkov, kot ste to počeli v tem tednu v šoli oziroma tudi z nakupi šolskih koledarjev. Želim vam, da uživate v predstavi naprej. Želim vam druženja in prijetnih dni ob praznikih in srečno.